Naš gost. Naš gost. Naš gost. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Naš gost. Tokrat je z nami sestra Emina Mulalić. Najprej lepo pozdravljeni, dober dan in dobrodošli. Dober dan, hvala. Torej, Emina Mulalić zdaj je zaposlena na Ministrstvu za kulturo. Rodili ste se v Sloveniji, v Ljubljani. Oče musliman, mama pravoslavne vere, oba sta iz Bosne prišla zelo mlada, vi pa že tukaj rojeni. In me zanima, kako je teklo vaše šolanje, kam ste se vpisali, kaj ste želeli postati? Jaz sem živela najprej v Črnučah, prvih 16 let. Bila sem tam v tudi osnovni šoli Max Pečar v Črnučah, potem sem nadaljevala na gimnaziji Ljubljana, tam na pedagoški fakulteti je ta gimnazija. Potem sem pa premišljevala, zelo sem si želela potovati po svetu, pa geografijo študirati, ampak nisem imela dovolj dobrih ocen. Tako da sem potem, danes rečem po previdnosti, se vpisala na pravo v Ljubljani, pravno fakulteto. Tako da sem pravnica. Bila sem v mladih letih tudi športnica. Najprej smo kar vsi karate trenirali, kaj mama se tako pač je rekla, vidve sta punčke, sestro, pejta se bosta znale braniti, če bo karkoli v življenju na pot stopilo. Tako da potem sem pod odbojko igrala, to sem prej srcem igrala kar nekaj let na Taboru v Ljubljani. Kje pa je vaša sestra danes? Moja sestra živi v Velikih Laščah, v isti hiši kot starša, z možem. Zdaj sta otroka njena že odrasla, eden v Ameriki glih je zaključil magisterij in službo dobil, mlajši pa tudi tukaj dela v Ljubljani, njen sin. Ona je ravnateljica na osnovni šoli v Štepani vasi. Ampak študij prava je tudi kar zahteven, ne? Rimsko pravo, kako dolgo vas je mučilo? Rimsko pravo sem res imela kar nekaj težav, 3krat mislim, da sem ga padla, pa sem ga pa naredila. Pa sem pa kar dobro, tudi veliko sem se učila, zelo mi je bilo všeč, tudi v 3. letniku me je prav navdušil en profesor, Aleš Galič, in takrat sem se zelo začela učiti in tako pripravljati. In sem imela kar dobre ocene, tudi kot 9 in 10, a sem pol tudi zaključila, tako res. Sem dobila pol tudi službo na Ministrstvu za pravosodje, ker sem imela kadrovsko štipendijo zaradi povprečja ocen. In kakšen je bil potem vaš vsakdan tam na Ministrstvu za pravosodje? Kako izgleda življenje človeka, ki gre z aktovko v službo, tako si predstavljam? Tam je bilo kar pestro, tam sem imela tudi različne naloge, tam sem zelo kot mlada pravnica že po pravosodnem izpitu sem delala na zakonodaji na pravosodju, tako da sem dobila zelo v tistem času razvpit zakon, insolvenčni zakon, in je bilo kar tako raznoliko delo. Zelo veliko je bilo treba tudi novinarjem pojasnjevati, ker takrat je tudi kriza se pojavila in tako. Tak občutek sem imela, da mislijo, da se bo zdaj z insolvenčnim pravom pa rešili krizo, nekaj to je konc podjetja, ne? Razen pač pri prisilnih poravnavah in tako, ko se še poskuša rešiti, kar se da rešiti. Takrat sem tudi kar dosti nastopala, so me pošiljali, zelo mlada sem bila, pa tremo sem imela, sem morala kar pred televizijo, pa kaj pojasniti, kako osebni stečaj poteka, pa take stvari, ki so bile novosti v našem pravnem sistemu. Kaj vas je pa sprva gnalo na pravo? Jaz sem si tako predstavljala biti sodnica, biti nekako v službi pravičnosti. Tako, ampak potem nekako se ni to išlo. Tudi vidim, da ni božja volja, ker zdaj pač po spreobrnenju se res ne predstavljam, da bi bila. Ja, v službi ljudi to pa sem zdaj na nekak drugačen način. Ja, do tega še prideva. Ja. Potem ste delali na tem pravosodnem ministrstvu in ali ste nekako začutili, da to v življenju pa res ni čisto vse, čeprav verjamem, da ste imeli dneve od jutra do večera nabito polne? Ja, sem čutila in nisem bila izpolnjena, imela sem tudi težko mi je bilo na trenutke, do trenutka mojega spreobrnenja, to se mi je zgodilo glih na Ministrstvu za pravosodje, ker sem se takrat pripravljala za pravosodni izpit. V tistem času sem bila prav na višjem sodišču kot pripravnica, kratek čas pa sem se vrnila nazaj na pravosodje. Me je mama peljala na Veliki četrtek na Kurešček in tam sem jaz prvič v življenju pri 28 letih doživela božjo ljubezen
čudovito božjo ljubezen in neskončni mir. In jaz sem tam kar obsedila v cerkvici, Kraljice miru na Kureščku, mama je šla kar ven in me je pustila samo, jaz sem bila sama v cerkvi. Gledala sem Marijo, nisem še takrat vedela, da je Jezus v tabernaklju. Meni je bilo tako lepo in v bistvu tisto stisko, ko sem jo tudi imela, ker ta izpit je zelo težek, ker sem se pripravljala. In vse življenje, ki je pripeljalo do tiste točke, sem bila res v eni taki stiski, duhovni, duševni. Me je tako božalo ta nežna ljubezen in sem se kar jokala tam. Zdaj, preden prideva podrobneje do te prhe božjega usmiljenja, me zanima ta pravosodni izpit, kako je to stresno za mladega človeka in koliko priprav to zahteva in zakaj je to tako težko? To je zelo obsežen izpit. Zelo obsežen, to sem jaz imela kar tako 4 velike kupe pač zakonov in zapiskov in vseh sort knjig. Zelo obsežno je. Jaz sem imela srečo, da sem v bistvu že znanstveni magisterij pred tem opisala in sem civilno pravo v celoti izpite tudi na magisteriju naredila, tako da mi je to zelo pomagalo, da mi je bilo pol lažje. Je sočasno to potekalo. V bistvu sem tudi imela srečo, da sem na pravosodju, na ministrstvu še naredila državni izpit iz državne uprave, ki je obsegal dva dela pravosodnega izpita, ki jih pol ni bilo treba. In to se vse pozna, ne? Pač malo manjša količina tega. Tako da to je res količinsko ogromno znanja, ki ga moraš pač v enem trenutku imeti. To znanje je verjetno treba potem tudi obnavljati, vemo, zakoni se spreminjajo, dopolnjujejo, aneksi in tako naprej. Zdaj seveda niste več o tem, ampak verjetno pa ste še v kondiciji, ne taki. Ja, kar vzdržujem, tudi spremljam te spremembe, tudi sem predpise sodelovala pri pripravi, tudi še v prejšnjem mandatu. Tako da, kar držim to. Ja. Torej, na eni strani taka zanimiva pravna kondicija, če si predstavljamo, da je za vami cela knjižnica knjig in vi to znanje nekako v sebi imate, če hočete vzdrževati vso to vednost in biti v korak s časom. Na drugi strani, cerkvica na Kureščku, prha božjega usmiljenja, solze, drug svet. Kako gre to dvoje skupaj? Na začetku se je kar sesulo vse, ker sem imela ene predstave, pač kariera, jaz sem si tudi predstavljala, da bom profesorica, doktorat in tako naprej, res sem mislila na to pot globlje stopiti. Pa se pa vse skupaj sesulo, tudi magisterij, zaključek sam, izpite sem vse naredila, ampak zaključek sam je pač počakal. Pravosodni sem takrat naredila, po spreobrnenju, z odliko. Vse ostalo je pa potem treba bilo na novo sestaviti, na Kristusu. Ni šlo drugače. In sem iskala res božjo voljo v tem. Tudi v tem, da zaključim magisterij, ker sem res nekako stopila na neko drugačno pot. Do takrat nekega individualizma, karierizma, potem pa na pot občestva, bratstva, preprostosti in kako gre zdaj to skupaj. Potem je pa tukaj zelo pomagal na duhovnih vajah v Ignacijevem domu, je bila knjiga Romarjeva pot od svetega Ignacija Lojolskega. In sem notri prebrala, da je tudi to, da pač imaš izobrazbo, da se trudiš, zato on se je zelo trudil, da je naredil fakulteto. Mi je bilo to zelo lepo brati, da je tudi to lahko Bogu slavo. In potem sem jaz takrat na tistih duhovnih vajah rekla, Bog, zdaj pa tako, jaz bom rekla duhovniku, ki me spremlja, patru Janezu Poljanšku, da pač mi manjka magistrska naloga, zdaj, če je tvoja volja, da jaz to zaključim, ne mi pater tako tudi pove in jaz bom pol zaključila to, In jaz res to njemu povem, patru, in meni pater reče, veš, Emina, ali boš ti šla za sestro v samostan, ali boš ostala v svetu, ti si to začela in ti to zaključi. In jaz sem to sprejela kot božjo voljo, ker mi je to pač duhovnik rekel, tako sem tudi Boga prosila. In sem domov šla in 2 dni rekla, Jezus, zdaj pa naslov. Zdaj imam samo še pol leta, da zaključam, zdaj mi pa povej še, kaj ne pišem. Tako da sem potem to znanje z Ministrstva za pravosodje in slovenčno uporabila in mi je Bog dal v 2 dneh naslov. Pravice upnikov v postopkih prisilne poravnave in sem napisala tako res. Ja. Pravno ste šli nekako v stečaj, sicer pa na božji natečaj, ne? Ja, tako nekako. Kako so pa vaši starši, oče musliman, mama pravoslavne vere, je prakticirala to svojo vero mama ali ne, niste bili versko vzgajani? Nisem bila versko vzgajana, ati tudi ni pač nič prakticiral svoje vere. Ker sem se odločila, da se bom krstila, mama je zelo lepo sprejela, ker ona je tudi hodila v velike lašče,
v župnijsko cerkev vsako nedeljo poslušati duhovnika Vladimirja Jaksetiča, njegove pridige, ki je bila ona v stiski, je rekla, vedno sem nekaj slišala, ki sem rabila in uporabila pol v življenju in je bilo zelo dragoceno. Tudi če zdaj ga greva obiskat, tako res mi je kot oče, bivši župnik. Tako da ona je zelo lepo sprejela. Ati je pa tako 2 tedna imel malo težave. Pol je pa malo portožil se bratoma mojima, pa sem pa brata rekla, veš, Ati, to je pa njena svoboda, ona se je tako odločila in potem je lepo sprejel. In zdaj recimo mi je zelo lepo videti, ker Ati tako recimo naredil je kapelico Mariji Fatimski, tako rožice ji nosi, zelo lep odnos ima do Marije, in tako v hiši imamo križ, zadnjo večerjo, pač tako res je sprejel lepo. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Emina Mulalić, ki sicer dela na Ministrstvu za kulturo, je pravnica. Omenili ste to spreobrnenje na Kureščku, ko ste najprej od tega miru samo jokali in jokali. Mama vas je tam kar pustila, dala vam je torej čas, da vaša notranjost gre nekako po svoje. Kako ste pa vi, zdaj ko nazaj gledate, sprejeli oziroma doživeli ta dogodek v vaši notranjosti? Kaj je bilo to? Jaz sem kar nekaj časa rabila, da sem to vse skupaj malo povezala, ne? To je bilo tako močno. In potem sem v bistvu po 4 mesecih, jaz sem tako začela moliti. Zanimivo mi je bilo, jaz sem bila že kot mlajša deklica, moja soseda je imela očeta katoličana in je imela moli kristjan in mi je rekla, da tukaj so pa molitve. In sem si jaz prepisala, Oče naš, Zdrava Marija, slava očetu pa vera. In jaz sem to že kot otrok molila, nobeni vedu, sem imela ta listek pod polštrom in sem to molila. In potem, ko smo se pa preselili, sem pa to malo zgubila, no, ampak je to ostalo v meni. In ko sem se jaz preobrnila, sem začela moliti Rožen venc in meni je bilo tako lepo v srcu, sem rekla, to je to. In ko sem jaz začela brati Sveto pismo, ko sem se jaz celo življenje spraševala, jaz sem si želela absolutno resnico in tega nisem našla v svetu. In potem, ko sem jaz začela evangelij brati, sem rekla, to je to. Tukaj je, kako moram jaz živeti. Tukaj je absolutna resnica. In potem sem spoznavala, da je Jezus resnica. In da je on Bog in da je on ljubezen in da je resnica ljubezen. In te stvari so me pol res izpolnjevale in sem pač čutila, da to je to. Ker recimo na pravu, jaz sem v 1. letniku prebrala uvod v pravoznanstvo, 3 odstavki različni in vsakem piše, pravo je skupek pravil, ki to pa to pa to. Potem pa negira, ne, ampak pravo je to pa to pa to. 3-krat tako piše, in sem jaz rekla, pa kaj je zdaj pravo, ne? Tako, to mi je manjkalo, ne? Absolutna resnica. In to sem našla v osebi Jezusa Kristusa. In kako je šla potem vaša ta verska pot, da tako rečem, naprej? Ja, takrat, zdaj, ko nazaj gledam, je Bog res nekaj močnega vžgal, da nisem mogla iti stran. In po 4 mesecih je bil seminar od patra Jamesa Manjakala na Kureščku in tam sem jaz spoznala, da je Jezus Kristus živi Bog, prejela dar vere, povezala te stvari, ki so se mi zgodile na Kureščku. Do takrat sem kar tako skozi hodila gor, Mariji jokat, jaz sem k Mariji hodila gor do takrat, potem pa še k Jezusu. Tam je bilo res globoko, pater James je tako jasno govoril o Evharistiji, tako, in jaz sem takrat rekla, to je res, jaz sem takrat prejela to živo vero in nikoli nisem podvomila. Lepo mi je bilo, ker sem videla množico, to je bilo več 1000 ljudi, med katerimi je bila ljubezen. To sem jaz prvič v življenju doživela in to mi je bilo tako ganljivo in pristno. A ne vidiš, da je to, a ne? Pa ste bratom in sestram nekako tudi jih povabili kdaj zraven na kakšni maši ali ste jim povedali, kako razmišljate o svojem življenju, da se verjetno ne boste poročili? To sem zdajle v bistvu povedala lansko leto, no, ko sem se odločila za to, a ne, da se ne bom poročila. Vedeli pa so, so me skozi videli, mene skozi vlekali v cerkev, tako pač res so videli, da tudi recimo, ko sem bratu povedala, da sem se odločila za Bogu posvečeno življenje, je rekel, pa sem rekla, ne bom šla v samostan, bom živela v svetu, je rekel, a pa bo tako kot do zdaj, sem rekla, ja, tako kot do zdaj bo, tako pač, ker mi je bilo tudi lažje sprejeti tako, da bom lahko še zmeraj tudi z njimi, tukaj v svetu.
In pač so pa naslutili, da sem pač Bogu se vedno bolj predajala. Kako izgleda potem to? Saj na neki način smo vsi Bogu posvečeni, a ne samo, da imamo družine in ne hodimo ravno tako pogosto v cerkev, kot vi, mogoče nimamo tako dobrega odnosa do Evharistije, ampak vi, ki ste se prav zavezali in ste zdaj sestra, a ne, kako formalno to izgleda? Formalno in tudi v resnici. Tako pač, da sem jaz v bistvu za vse. Pač, če bi imela družino, jaz bi se primarno posvetila družini. Tukaj sem pa res za vse, izhajam iz tega osebnega odnosa z živim Bogom, iz vsakodnevne Evharistije živim, tu črpam vso moč za svoje življenje, res je to središče mojega vsakega dneva, v molitvi pred Najsvetejšim, kjer prenašam potrebe vsega sveta, tudi stiske konkretne, zdaj trenutno za mlade, že to, ko je bilo pač v Celju, ta pretep in potem tole zdaj v Beogradu. Res čutim z njimi, hudo mi je tudi za svojce, izročam jih v molitvi, kličem Svetega Duha. Tako da se v bistvu na ta način, pa tudi pač, ko nekdo nekaj potrebuje, ko se obrne name izven službe in tudi v službi, so moja vrata vedno odprta. Če le znam, potem pomagam in sem za vse. Tako. Torej, tisti, ki imamo to srečo, da prejmemo zakramente krščanske kot otroci, birmo v 9., 8. razredu in tako naprej, smo to naredili kot otroci. Vi, odrasli, ki stopite na pot vere, pa imate zakramente uvajanja. Pa me zanima, kako ste doživljali ta čas? Meni je bilo zelo lepo. Takrat, ko sem jaz potem pač prejela ta dar žive vere, sem pisala Patru Jamesu, če bi me on krstil. Ne vem, tako mi je globoko bilo, da bi me on prišel krstiti, ker sem tudi po njemu prejela dar vere. In mi je napisal, da ja. Oziroma, jaz sem, tako je bilo, jaz sem njemu pisala, mama in brat sta bila v stiski, če lahko moli za njiju. In je rekel, da bo, kaj pa ti moj otrok, si krščena. Tako me on vprašal, in jaz ko njemu nazaj, ne, nisem še, ampak bi rada bila. In potem je tako bilo, da je potem sem jaz njega vprašala, če bi me on lahko krstil, in je rekel, da ja. In jaz sem čutila, da me on spremlja v molitvi zelo močno. Potem sem pa na Kureščku spoznala duhovnika, ki je takrat glih živel gor v Marini hiši, Janeza Wagnerja, in sva se začela pogovarjati in sem mu rekla, da se bom krstila in tako. In mi je on rekel, pa pejdi k svojemu župniku, pač v katehomenat, pa boš lahko vse 3 zakramente prejela, uvajanja. In jaz res grem k župniku Vladimirju in me je objel, tako je bil vesel, ko sem mu rekla, da se želim krstiti, in je klical dekana takrat ribniškega, ker je tam potekal katehomenat, ko sem v Laščah živela, da kdaj se začne katehomenat, da me eno kandidatko, in je rekel v ponedeljek, bila je pa sreda, tako se vse lepo išlo, tako da sem še istega leta, ko sem se spreobrnila, začela s katehomenatom in potem leta 2010 sem prejela vse 3 zakramente, ker sem bila s to skupinco še drugih katehumenov, sem pa potem videla Božjo voljo, da jaz kar z njimi skupaj, da nič Jamesa ne kličem, da me bo potem dekan krstil, me tudi je in mi je bilo prav tako lepo. Zdaj delate na Ministrstvu za kulturo. Kako pa tam poteka vaš delavnik? In kako usklajujete to svojo bogato, lepo, cerkveno, Jezusovo notranjost z birokratskim delom, si predstavljam, na Ministrstvu za kulturo? Ja, tako jaz, pač tudi tam, ko sem, so mi na prvem mestu odnosi, človek. Ne gledam na človeka, kakšne barve je on, kakšne politične opredeljenosti je, ali je on istospolno usmerjen, ali je ne vem kdo, a ne jaz vidim človeka. Želim videti Jezusa vsakmu človeku. Tako da sem tudi tam na razpolago, tudi pomagam drugim. Svoje delo opravljam tako, kot bi ga delala za Jezusa, z ljubeznijo, za kogarkoli, kdorkoli je moj šef. Zaboli me, edino ko vidim, da se kakšna krivica dogaja bratu pa sestri, pa še niso krščeni, ki še ne poznajo Jezusa in ki jih to rani, in takrat mi je hudo. In takrat grem tudi pred Jezusa in izročam in mi je res težko in ga tudi sprašujem, zakaj to dopušča in tako. Ampak to je pot vsakega človeka. Pomagam tudi odpreti oči, v smislu, da se postavijo zase, da ne pustijo nekih stvari, ki niso prav. Ko smo se pripravljali na ta pogovor in sem vas malce spraševala tako okvirno, ste med drugim povedali tudi, da je bil vaš spovednik
Pater Polikarp, ki ga naši poslušalci gotovo vsaj malo poznajo, pred mnogimi leti je bil tudi naš gost. Kako ste ga vi doživljali? On je bil res dober spovednik. Ja, zadnja 4 leta. Jaz ga imam srčno rada, res ga imam rada kot očeta. Jaz, ko sem prišla iz njegove spovednice, vedno, ko sem prišla, sem kot ptiček poletela. Ne? To je ena stvar, kar res, ko prideš, odložiš, ko začutiš ta božji očetov objem, sem čutila vsakokrat duhovno. On je meni govoril sestrca, že preden sem sestra postala, mi je govoril vedno sestrca in tako. Enkrat tam sem tudi pomagala na Brezjah pred leti, sem živela tam pol leta in mi enkrat prišel mi je povedal, ko sem jaz prvič zagledal, sem imel dober občutek o vas, mi je rekel. Tako, vedno sva bila ful vesela, ko sva se srečala. Tako, on je kar malo poskočil, jaz sem v srcu, mi je kar zaigralo, sva se lepo pozdravila. Enkrat, ko sem bila res v stiski, to ne bom nikoli pozabila, ker sem izkazala nekomu usmiljenje in sem bila potem obsojena, sem prišla njemu jokat k spovedi in takrat, če ni bilo tistih pregrad vmes, ne me je prijel za roke in jaz sem 5 minut sam jokala. In sem čutila prav božjo tolažbo po njemu. Dragocen mi je. On mi je, ne bom nikoli pozabila in tudi vedno bolj to v življenje spravljam njegove besede. Velikrat mi je rekel, človeka ljubiti, greh sovražiti, ločiti to dvoje. Ne? In to je globoko se zarezalo v meni. In vedno mi je na koncu rekel, bodite vesela kristjana, pa korajžno. To so mene stvari, ki so mi ostale in ki so v meni, globoko. Tudi patra Leopolda Grčarja naši poslušalci malo poznajo, vemo, da se je z jaslicami zelo ukvarjal. Je bil tudi on vaš spovednik? Z njim sva imela pa 2 duhovna pogovora, zelo globoka, in enkrat mi je rekel, da če bi se vsak trenutek svojega življenja zahvaljevala Bogu, se ne bi mogla dovolj zahvaliti za vse milosti, ki mi jih Bog daje. In je to res, to je tako res. In enkrat je bilo tako, da sem prišla k njemu in sem mu povedala, da sem novicijat opravila v 3. Frančiškovem svetnem redu in da ne vem, zdaj me Bog kliče v samostan ali da bi bila 3. rednica. In takrat je on pa predsednica Anica Švab, krajevnega bratstva Brezje, sta me povabila, da pridem k bratstvu in sem v 2 tednih potem postala 3. rednica, ker sem novicijat že imela. In tako so me zelo lepo sprejeli in sem rekla patru Leopoldu, sem rekla, je bilo to malo prehitro. Pa mi je rekel, ne, ene stvari se morajo hitro zgoditi. In kaj je poslanstvo tretjerednikov? Poslanstvo tretjerednikov je, da živijo v svetu evangelij po vzoru svetega Frančiška Asiškega. Tako res, da grejo od evangelija k življenju in iz življenja k evangeliju. Bratstvo je zelo poudarjeno, mi smo družina, Frančiškova družina je široka, to je 1. red, 2. red sestre Klarise in tudi 3. red in še vse druge veje, ki so, smo skupaj Frančiškova družina. V Asiziju ste že bili? Ja, sem bila zelo glih prejšnji teden, 3. v življenju, ampak zdaj je bilo pa malo globlje, tako smo bili 5 dni, smo vse peš prehodili, vse te kraje, tako lepo mesto je Asizi. Zelo globoko sem doživela in veliko bolj vzljubila še bolj svetega Frančiška Asiškega. Kaj vas najbolj vleče pri tej njegovi karizmi? Vleče me to, da je tako globoko, da je on sam bil oznanjevanje. On kot oseba. In je res živel v evangeliji pristno in globoko in v celoti. To, da je šel do konca v ljubezni, tako kot Kristus, ne? Poslušate podcast Radia Ognišče. Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Emina Mulalić, ki govori o svojem življenju in delu. Vi ste zdaj sestra, tretjerednica, delate na Ministrstvu za kulturo, vsak dan si predstavljam, greste k sveti maši. Ali vam ostane kaj prostega časa za recimo branje, druženje, kakšne hobije, kaj vas še zanima? Ostane mi tudi prosti čas, imam veliko obveznosti, tudi pri 3. redu, sem tajnica v Narodnem svetu, potem s sestrami male Frančiškove družine imam skupna srečanja in duhovne vaje in tako. Zdaj tudi v župniji sem pomagala za Štepanja vas, zdaj sem prehodno samo 6 mesecev na Rakovniku, potem odhajam v Šiško, tudi v župnijsko življenje sem zelo vključena.
zelo pomagam, grem tudi na kakšno romanje s kakšnimi tudi starejšimi, ki nimajo avta, ki ne morejo iti, grem na kakšne obiske, pri starših tudi pomagam, grem enkrat na teden vsaj, grem temeljito pospraviti doma, ker sta že starejša in bolna in tako. In najdem si čas, če le lahko, pač za kogarkoli, ki kaj potrebuje. Grem tudi rada, ne vem, s sodelavkami, tudi kakšne hribe, pa tako, ne, se najde čas, ja. Glede na to, da smo tako starajoča družba, bi bilo treba moliti potem ne samo za nove duhovne poklice, ampak za tretjerednike in tretjerednice. Ja, tudi, ja. Mi smo se kar lepo povezali v krajevnem bratstvu Škofja Loka sem trenutno, in tako smo kar povezani v molitvi, tudi ko ima kdorkoli rojsten dan, god, zmolimo kaj skupaj, vsak tam, kjer je, ne, in tako. Ja. Romarsko središče Asizi sva že omenili, Medžugorje je pa drugo romarsko svetišče, a ne? Kako ste pa to doživeli? Medžugorje je meni zelo ljubo. Jaz sem zdaj v COVID času šla 2-krat na leto tja. Mi je bilo lepo, ker tam sem doživela tudi to svobodo, ker ni bilo nobenih omejitev, maske in tako, tudi v tem fizičnem smislu. Meni je tam zelo lepo. Jaz sem tam, grem najraž sama za en teden in potem se skozi molitvi. Jaz pridem v eno tako lepo molitveno vzdušje in sem skozi molitvi. Od jutra do večera grem na crnico, zmolim rožen venc, več delov vsak dan, tako čisto z lahkoto. Ko rečete, da ste v molitvi, kako to izgleda? Tam se usedete v neko klop in vas odnese? Včasih tako, včasih pa tako, da hodim. Recimo na crnico, grem od postaje do postaje in vmes premišljujem in molim in se ustavim. Potem, ko pridem na vrh, grem še na tisti del, ker je v bistvu žalostni del, ker zelo malo ljudi sploh ve, da je še žalostni del, da okrog prideš do Marije, kipa od Marije, in tam je zelo malo ljudi, tam se pa usedem, pa znam biti tudi uro, dve, kakor. Kako pa veste, da vas ta glas, ki vas najgloblje nagovarja, da je to Božji glas? Vemo, da so svetniki imeli tudi razne skušnjave in da ni vedno samo Božji glas, ki nagovarja. Ja, zato ker Bog dviguje, on te dvigne v svoj objem. Zdaj že tukaj sem se naučila razločevanja po poti, tudi skozi spremljanje duhovne vaje v življenju, ko me je spremljal pater Janez Poljanšek skozi Božjo besedo. In potem tudi zavonjaš Boga, začutiš ga, veš, kdaj je Bog, ne? Kdaj se povežeš z njim. Zdaj pa sploh, odkar sem sestra male Frančiškove družine, pa čutim res to ljubezensko povezanost z Bogom stalno. Ker to si nisem včasih predstavljala, je to možno biti v svetu, pa biti stalno povezan z Bogom. Vidim, da je. Vi ste tak lep zgled zdaj za vse tiste, ki večkrat jamramo, a ne, da se ne da poglobljeno živeti, ko pa ja, imamo službe, pa otroke, ampak v resnici za to globino ni treba, včasih tudi ne 1 ure, ne, dovolj je tudi minuta lahko. Ja, važno je srce, da mi vse tudi izročamo Jezusu, da smo skozi povezani z njim, ne. Jezus, to pa tebi izročim, to pa zate delam, z ljubeznijo delamo. Ljubezen je edina, ki nikoli ne mine. Kako gledate pa na cerkev? Vemo, da se večkrat v medijih govori, predvsem o škandalih, zlorabah in tako naprej. Kako vi to vidite? Mene te stvari bolijo, mene te stvari res bolijo. Izročam v molitvi, vem, da smo vsi na poti, ne želim nikogar obsojati, po drugi strani je pa treba tudi zaščititi žrtve, a ne? In resnica je tukaj zelo pomembna. Je pa tako nasplošno, ne, vidim, da tudi če imamo prav, če na nek nepravi način nekaj izrečemo, ranimo nekoga in nimamo prav, a ne. Tako da res ločiti, tako kam je pater Polikar rekel, a ne, človeka od greha. Človeka je treba ljubiti, ker je ustvarjen po Božji podobi in ima zelo veliko dostojanstvo. Ja, in resnico je treba izpluti v čolnu ljubezni. Tako. Ko delate na Ministrstvu za kulturo, rekli ste, da je to bolj birokratsko delo, delate po 8 ur, ali vas kdaj to delo tudi utruja, morda spravi v stisko, bi raje bili nekje drugje? Imela sem tudi zelo težke trenutke, imela sem tudi preobremenjenost, ne, recimo tudi v prejšnjem mandatu, ko so bili ti COVID ukrepi, sem morala biti skozi v službi, tudi čez vikende, skozi, tudi zvečer, tudi v nedeljo sem znala iti nazaj v službo in tako naprej, je bilo zelo naporno. Je bilo pa tudi, mislim, tako se mi zdi, da je vedno nekako
ali včasih sem preobremenjena, včasih je pa tako, da je normalno, da se nekako lepo vse skupaj zgladi. So bili zelo težki trenutki, ampak mi je Bog vse to pomagal. Tako, mi je vedno pomagal iti čez to in nikoli ni šlo čez moje moči. Tako. Kaj pa v prostem času, če ga kaj ostane, radi vzamete v roke za branje? Zelo rada berem svetega Janeza Pavla II., on je tudi moj zavetnik. Zelo rada berem Frančiška Asiškega, o Mariji. Tako res, o Mariji res rada berem in Marija je moja pot k Jezusu. Tudi na Kureščku se je to vse pri njej začelo. Pavel VI, Pater Pi, tako kar dosti jih je. Tudi recimo Fatimska pobožnost, pa prvi petki, pa Rilemonjal, te stvari zelo premišljujem in pa Božje usmiljenje, sveta Faustina Kovalska. To mi je pa vsakodnevna molitev za ves svet. Pravijo, da ni naključij, da je vse na ključ. In vas je mama tudi na ta ključ potem peljala na Kurešček, ne da bi seveda računala na to, da se bo vam to zgodilo, kar se vam je zgodilo. Kako gledate zdaj nazaj na ta dogodek in zakaj mislite, da so se vam te solze začele prav pri Mariji? Vidim, da je Marija, jaz vidim Marijo res tudi, ona je to sprosila pri Bogu zame, ona me je tudi vzgajala iz v bistvu nevernice, da sem prišla na pot Bogu posvečenega življenja. Vidim to kot, mogoče bom pa tudi jaz komu pomagala, ker ona je res najlepša, najbolj varna in najhitrejša pot k Bogu, k svojemu sinu. In Bog, Jezus Kristus, se odločil prav po Mariji se spustiti na to zemljo. Zakaj mislite, da je tako dobro zapisana pri ljudeh in da se obračamo preden na Jezusa, na Marijo s kakšnimi prošnjami? Zato, ker je naša mamica, ker nam je blizu, ker nas ko spremlja na naši poti, tudi ko mi padamo, tudi ko mi gremo stran, tudi ko mi žalimo Boga, nas ne zapusti v tej solzni dolini. Ona je tista, ki ve, kje nimamo vina in kaže to svojemu sinu in je vsemogočna priprošnica za nas, ker ona tudi ve, kaj je Božja volja, ona vedno moli v skladu z Božjo voljo in na njeno priprošnjo se vedno vino spremeni v voda v vino, kakovostno vino. Živimo v takih časih, ko je svet prevrnjen na glavo, lahko rečemo, vidimo, da se poročajo istospolno usmerjeni ljudje, hočejo posvajati otroke, toliko in toliko splavov je, po drugi strani mnogo parov ne more imeti otrok. Skozi zakonodajo skušajo spustiti stvari, ki na dolgi rok gotovo se ne bodo dobro končale, pa to verjetno vi veste veliko bolje kot jaz. Kako gledate pa na ta trenutek časa? Na ta trenutek časa gledam tako, da se stvari morajo prečistiti, da se tudi cerkev mora prečistiti in da to ni nujno slabo. Pač bo šlo čez bolečino, drugače ne gre, se čez Golgoto gre pot v nebo. Je pa potrebna res molitev, tudi za duhovno prenovo cerkve. In ljubezen je tista, ki spreminja naša srca, Božja ljubezen, res pač truditi se, da smo mi odprti, da prejemamo to Božjo ljubezen, da lahko potem Bog tudi po nas ljubi. Vse, tudi istospolne, tudi te, ki so skrenili, tudi te, ki še ne vidijo prav, ali pa še ne poznajo Boga. Mene skrbi za te ljudi, tudi jaz ga nisem poznala nekoč. Bog je dal pa življenje za njih. Jaz si želim pač nekako tudi pomagati vsem na neko pot, na pravo pot miru, sprave, ljubezni, sočutja, spoštovanja vsakega človeka. Koliko nam manjka do tega, da bi se, če se že res ne moremo spravno sobivati, pa vsaj spoštovati, koliko se vam zdi, da nam manjka do tega, da bi se spoštovali med sebojno Slovenci? Tako pač, če človeško, zemeljsko gledam veliko, tudi v medijih, mene to zelo bolijo, taki neki nasilni komentarji, tudi strani politikov, ne samo levih, nasplošno govorim. Pač enostavno neki taki žaljivi komentarji, nespoštljivi, meni to ni Božje, Jaz tako vedno si rečem, ko vidim res neke brezizhodne situacije in ko si mislim, moj Bog, kako bo to še šlo, vedno mi pridejo pred oči, Jezus Kristus je zmagal,
zmagal je smrt, zmagal je zlo, zmagal je hudiča. In je tudi, on je v središču in tudi tega konkretnega zgodovinskega trenutka je v središču Jezus Kristus. Tako da njemu izročam, mu zaupam in molim. Je ta vaša vera, ki se zdi trdna, samo dar ali ste zanjo tudi kaj delali, molili, prosili? Vse je dar, vse je milost. Je pa tako, pač je neki oran, ki je vžgal v meni, ker res nisem mogla stran. Meni je bilo zelo lepo, ker je meni že ob spreobrnenju sem slišala patra Jamesa reči, hote vsak dan sveti maši. Tega nikoli nobenega duhovnika več nisem slišala. In jaz sem potem, ko sem prejela zakramente, sem začela v 2 letih vsak dan hoditi k sveti maši, še preden sem sestra postala. In dojemala, da mi on daje moč. On mi daje moč, ni to od mene. Jaz sama brez Jezusa ne morem ničesar dobrega storiti. On je edini dober. Tako da v bistvu to se mi zdi, res biti pač zaupati Bogu. Vse zaupati Bogu in izročati. Tako da on ima tudi ta trenutek, on je tisti, ki je v središču. Se o teh stvareh lahko pogovarjate tudi z družino, z brati, sestrami, starši, ali vas pustijo tako malce ob strani in govorite druge stvari? Ja, se pogovarjamo, tako pač zelo veliko tudi z mamo, zdaj imamo take globoke debate, ona se je tudi pol vrnila v svojo cerkev, ko sem se jaz preobrnila, hodi zdaj redno k spovedi, k pričesti v pravoslavno cerkev. Jaz imam tudi zelo lepe odnose z brati pravoslavci, tudi z enim parohom, družinskim prijateljem, tako da se zelo veliko z mamo pogovarjava, ona Magnificat bere vsak dan, Božjo besedo, tako da se globoke stvari pogovarjava z mami. S ostalimi pa v smislu evangelskih vrednot, tako zelo veliko, pač kaj je prava pot, Tako tudi v službi, pač jaz dostikrat ne morem direktno govoriti, ampak čez te, ljubezen, sočutje, usmiljenje, odpuščanje, ta jezik ljubezni pa vsak razume, in še posebej s svojim zgledom, lahko pač pokažem oziroma prinašam Boga. Ja, ga date v pravne paragrafe in razumejo tudi tisti, ki sicer niso verni. Tako. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Naš gost, sestra Emina Mulalić je z nami, govorimo o njenem življenju in delu. Veliko ste nam že povedali o romanjih, o spreobrnenju, o času študija, o teži pravosodnega izpita, ki ste ga na koncu tudi z odliko opravili. Domnevam, da je v vas ena globoka hvaležnost za dar vere, to ste tudi že povedali. Kaj pa načrti za prihodnost, kje se vidite čez 10-20 let? To pa v Božjih rokah. Jaz sem iz trenutka v trenutek, jaz tako res živim. V tem trenutku želim biti v ljubezni. Tukaj zdaj z vami, potem sodelavcem, s komer bom, z mamo, z očetom, s prijateljem, z mimoidočim, naključnim. Tako res ta trenutek živim in se izročam. To je v Božjih rokah. Omenili smo že Asizi, Medžugorje, to so take točke, kjer človek, če malce zgubi vero, jo zagotovo dobi spet nazaj, če le pride prav odprt. Kaj pa Parele-Monjal, tudi to je ena taka točka, ne? Bila sem v Parele-Monjalu zelo kmalu po spreobrnenju. Tam me je pa Kristus zelo, zelo še globlje osvojil svojo ljubeznijo, z ljubeznijo svojega srca. Tam sem jaz zelo globoko doživela njegovo ljubezen, tako se mi je zdelo, kot da me ima skozi v svojem objemu, kot da sploh s telesno sem tukaj na zemlji, ampak v duhu sem bila pa pri njemu. Tam se mi je zgodilo zelo lepa stvar. Imeli smo eno predavanje, en duhovnik francoski nam je predaval o temi Bog je ljubezen in on je tam rekel, lejte, če ste se kaj zaprli v življenju, v srcu, Bog ne bo nič proti vaši volji naredil. Pejte pred Najsvetejše, povejte mu, Jezus, pomagaj mi odpreti se, jaz želim se odpreti tebi in ponavljajte si, Jezus, ti me ljubiš. Ker jaz sem na začetku poti
čutila, da sem grešna, po drugi strani sem pa čutila Božjo ljubezen in me je bilo strah, ker si nisem predstavljala več življenja brez Božje ljubezni. In me je bilo strah, da me bo on zapustil, pa čist prav bi imel, da bi me, ker sem pač nevredna ga. A ne? In to je bilo en korak k temu, k spoznanju, da sem je zelo dragocena in da me Bog ljubi in da je vsak človek zelo dragocen. In jaz sem takrat pomislila pred spreobrnenjem, ko sem jaz doživela krivico, neko težko stvar, sem se začela zapirati v srcu. Božja logika je pa čist druga. On pa na križu, najtežje mu je, on pa svoje srce odpre. A ne? In to ni moja sposobnost, to mi je totalno jasno bilo in jaz sem ga potem prosila, Jezus, pomagaj mi odpreti mi srce in daj mi svoj Božji pogled na ljudi. In tam se je to začelo, a ne? Da sem jaz pol vse na avtobusu, brate in sestre, videla z Božjim pogledom, vsi so mi bili lepi in mi je bilo res lepo. Ko tako govorite, ja, Kristus me je še globlje osvojil, začutila sem, da me ima Bog rad. To je morda za koga tako govorjenje, komaj verjetno. A ne? Kakšna je ta gotovost v vas, da je to, kar govorite, tako res, kot se lahko primemo te mize tukaj, za katero sediva? Ja, jaz vidim pač po odnosih, ne. Jaz vidim svoje življenje, jaz imam zelo jasno staro življenje pred spreobrnenjem in novo življenje v Kristusu. Jaz sem to kot odrasla doživela in to je drugače, ker bi mogoče kot otroček hodila k verouku in tako, ne. Zelo, zelo jasno in pač jaz sem videla skozi samo moje leta, ne, kako je Jezus in Sveti Duh, kako je v bistvu sesuval moje predstave, moje pričakovanja, moje stereotipe, moje omejitve in ovire ljubezni. Meni je gotova stvar to, da sem zdaj v ljubezenskih odnosih, bratskih odnosih z vsemi brati in sestrami, tudi z sodelavci, jaz sem z vsemi v dobrom odnosu, jaz sem z nikomer skregana, spoštljivih odnosih, da delam za mir, da delam za spravo. To so vse stvari, da sem lahko odpustila tistim, ki so me ranili. A ne? To ni od moje sposobnosti. Jaz po teh stvarih vidim Božje delovanje in mi je to zelo lepo. Jaz vsakem dnevu vidim ful Božjih čudežev, ker vem, da to ni od mene. Jaz sem orodje, jaz se prepustim, se odprem, ampak on je tisti, ki dela. A ne, in vedno, ko je nek lep odnos, ko nekdo nasmejan, ko me objame, ko je potolažen, ko pride k meni, jaz vedno vidim, lepo, Bog je bil tu z nama, Bog je to naredil, a ne, in sem hvaležna. Tako. Se pravi, obstaja razlika med sestro Emino pred spreobrnenjem in tem, kar ste zdaj. Kakšni pa ste bili prej? Rekli ste, da ste imeli v načrtu pravnica, družina in vse tako po paragrafih. Tako, ja, dosti po paragrafih, tudi ta svet, a ne, jaz celo svoje izobraževanje, ki ni majhno, a ne, me ni vodilo k Bogu, k bratstvu, a ne, ampak bolj v individualizem, karierizem, a ne, pač tako je naštimano, a ne. Tako vsak zase, ti se brigi zase, jaz sem pa zase brigu, ne, tle se pa vse sesuje, tukaj pa ni tega, tukaj smo si pa brati in sestre in smo si skupaj in v to občestvenost, tukaj je Sveti Duh tisti, ki je vez, ki nas zedinja, ki nas povezuje in tukaj je ta velika razlika, a ne, in to jaz vidim, da je Božje delovanje, to ni od Emine, a ne. Emina, jaz sem videla, kam je Emina vodila, a ne, pač res zaprtost in pač ni bilo to, a ne. Tole pa zdaj pa ljubezen, a ne, res ljubezen. Glede na to, da se vam je tako nepričakovano zgodila taka velika milost na Kureščku, a ne to spreobrnjenje, vam je kdaj prišlo v misli, da bi morali morda to zapisati, da bi ljudje to lahko brali in rekli, poglej, iz nič se lahko skoraj da zgodi nekaj tako velikega, se življenje obrne na glavo, na veliko boljše. Zelo kmalu po prejemu zakramentov me je tudi prosil duhovnik Anton Košir na Kureščku, ker sem kar dosti na Kurešček hodila v svojih začetkih, da če bi napisala za Glasnik Kraljice miru pričevanje, sem takrat napisala. Kaj bi povedali, sestra Emina, za konec našim poslušalcem in poslušalkam? Tako, zdi se mi, da v tem svetu vedno več akcije, tako res odprimo svoje srca Bogu, dopustimo mu v molitvi, v zakramentih, da odstrani vse ovire ljubezni v nas in da on ljubi brata in sestro po nas
kakor on hoče, kadar on hoče in kjerkoli on hoče. Zdaj, to je zelo lepo rečeno, ampak če bodo poslušalci rekli, ja, ampak kako odstraniti te ovire? Tu pa Bog deluje, tu pa ni v naši moči, treba se odpreti srčka Bogu, iti v cerkev, biti povezan z Bogom v molitvi, izročiti Bogu in lahko traja tudi leta in leta, ampak prišli boste do cilja, ki je zelo lep. Najlepša hvala, bom rekla zdaj za ta pogovor, da ste si vzeli čas in prišli to pričevati našim poslušalcem in poslušalkam. Želim vse dobro na vaši poti, veliko milosti in sploh vse lepo. Hvala.